Dobrodošli v mestnem Ljubljani. Evo, to je delegacija občine Radovljica, mestna svetnica, direktorica uprave, mestna svetnica. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Ela. Ne. Evo, ovdje je stavljeno drugi stojeri. Dobrodošli još drugi put u našoj zgradi. Tu je naša općina, mestna hiša, kako kažemo. Tako da tu ćemo da opravimo taj svečani potpis naše bratske listine i tako da. Izvolite. Hvala lijepo, hvala lijepo. Dobar dan. Dobar dan. Spoštovani gostujoči župan, načelnik občine Novi Travnik, gospod Stjepan Dujo, načelnik občine, spoštovani Jasmin Skopljak, pomočnik načelnika in spoštovana gospa Nela Levarda, vodja oddelka za družbene dejavnosti, spoštovani župan, dr. Tomaž Rožen, podžupan, gospod Andrej Rjavec, veleposlavnik Republike Slovenije v Bosni, gospod Damjan Sedar, spoštovani prisotne svetnice in svetniki, novinarke, novinarji. Veseli smo, da se danes zbiramo na tako pomembnem dogodku po bratenju med občino Ravne na Koroškem in občino Novi Travnik iz Bosne in Hercegovine. Ta dogodek predstavlja začetek novega poglavja v naših medsebojnih odnosih in priložnost za ustvarjanje trajnostnih vezi ter sodelovanje med našimi skupnostmi. Hvala vsem, ki ste prispevali k realizaciji tega pomembnega dogodka. Dovolite, da uvodno besedo namenim gostitelju, županu, dr. Tomažu Roženu, ki vam bo v našem skupnem imenu izrekel tudi prijazno dobrodošlico v naši mestni hiši. Prosim. Hvala, gospod Anja Širnik. Zdaj predvidim, da sedim ali stojim.
Sedim, ok. Spoštovani načelnik, lep pozdrav, župan občine Novi Travnik, spoštovana delegacija iz občine Travnik, spoštovani gostje, uvodoma vas vse lepo pozdravljam v tej naši mestni hiši. Posebna zahvala tudi veleposlaniku, gospodu Damjanu Sedarju, da je vzpostavil ta most sodelovanja, ki ga danes tudi formaliziramo z to listino in za katerega je občinski svet že sprejel lani oktobra sklep na občinskem svetu, da gremo v to obliko sodelovanja. Mimo grede, seveda Damjan Sedar je naš domačin, še vedno ga imamo za Ravenčana, čeprav je že nekaj časa na delu v tujini, bi rekel, sedaj pa ima mandat v Bosni in Hercegovini. Veseli nas, da danes torej pričenjamo poglavje sodelovanja, ki bo prineslo mnogo veselja, mnogo druženja, ki bo prinašalo izmenjavo izkušenj, ki bo krepilo, bogatilo tako občino Ravne na Koroškem, kot tudi seveda občino Novi Travnik. Ta most sodelovanja bo danes postavljen, kako intenzivno pa bomo hodili čez njega, pa seveda bo pokazala prihodnost. Nekaj bo odvisno od občin obeh, nekaj pa so tudi od ljudi, ki bodo želeli sodelovati, tako na področju kulture, izobraževanja, športa, tudi gospodarstva. Mesto Novi Travnik oziroma občina ni bila izbrana čisto slučajno, ampak seveda je veleposlanik se potrudil in poiskal primerno občino, ki ima morda kakšne podobnosti, ki nas bodo družile torej v sami prihodnosti. Nekaj obiska je že bilo, naš pihalni orkester je bil z delegacijo podžupana tudi že pri vas, danes vi vračate obisk, potem pa seveda v praksi poteka to bratenje, druženje na različnih nivojih, praviloma o občinskih praznikih, drugače pa seveda bojo tudi tu osnovnošolci, srednješolci in še kdo vabljen kulturna društva, da vas obiščejo in bi rekel, vi obiščete nas. Poleg tega je tu še ena dimenzija evropskega sodelovanja. Slovenija, kot veste, je od leta 2004 že 20 let članica Evropske unije. Velik del našega razvoja, investicij, ki jih na Ravnah vidimo v 20 letih, je bil sfinanciran iz evropskih virov, tudi danes, pravzaprav bi rekel letos, lani to poteka. Brez teh virov bi občina Ravne bistveno drugače izgledala, kot izgleda sedaj. Občina Novi Travnik pa je pravzaprav pred tem, da prične torej s črpanjem predpristopnih, kot se reče, evropskih sredstev in kasneje tudi evropskih sredstev, in verjamem, da bomo lahko, bi rekel, v našem sodelovanju tudi izmenjali izkušnje, kakšno znanje, know-how, kot se reče, skratka, da bomo tudi koristni drug drugemu v tem smislu sodelovanja na investicijah ali na kakšnih programih oziroma mehkih vsebinah. Tako da še enkrat dobrodošli na Ravnah, dobrodošli v Sloveniji, veselimo se sodelovanja in druženja z vami in upam, da bomo seveda ta most, ki ga danes gradimo, čim večkrat prehodili v delovnem smislu in tudi seveda v smislu veselja, kajti seveda življenje je kompleksno in ne moremo samo delati, moramo se seveda tudi družiti in to sklepanje prijateljstva, bom rekel, verjamem, da bogati obe občini in seveda tudi vse ljudi v obeh občinah. Tako da res hvala vsem, ki ste k temu prispevali in pa seveda občinski svetniki, ki so se za to odločili, veleposlanik, ki je seveda, in pa seveda podžupan, ki je tudi aktivno prispeval k temu, tako da od tega trenutka naprej nas čaka novo poglavje sodelovanja in druženja. Hvala. Hvala lepa. Podpis slovesne pogodbe o sodelovanju danes simbolizira našo zavezo k povezovanju, dialogu, k skupnemu delu za boljšo prihodnost obojih občanov. Verjamemo, da bomo z izmenjavo izkušenj, idej in kulture okrepili naše medsebojne odnose in ustvarili, da tako rečemo, plodna tla za vse skupne pobude in prihodnje projekte. Naj bo torej današnji dogodek le začetek uspešnega sodelovanja in prijateljevanja za skupno boljšo prihodnost. Spoštovani gostje, dovolite, preden nadaljujemo, da k besedi povabim tudi gostujočega župana, načelnika, magistra Stjepana Dujo, pa da z nami delite kakšno svojo misel ob obisku, prosim. Hvala lijepo. Poštovani župane, podžupane, dožupane, članovi vijeća općine Ravne na Koroškom, poštovani veleposlaniče Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, meni je iznimno zadovoljstvo i čast da vas ovdje pozdravim, zahvalim na dobrodošlici u Ravne na Koroškom
Zahvalim se naravno i dožupanu i veleposlaniku na korespondenciji u prethodnom razdoblju da bi se povezale općine Ravnina Koroške i Novi Travnik, s obzirom da ima ova poveznica od prije našeg bratstva industrijskog giganta i vaše željezare, tako da ta povijest veze postoji prije ovoga današnjeg potpisivanja zvaničnog službenog sporazuma o prijateljstvu i suradnji dvije općina Ravnina Koroške i Novog Travnika. Novi Travnik od 70. godina ima i Velenje, dakle u Republici Sloveniji kao grad prijatelja, ima i Vrnjačku banju u Republici Srbiji. Od prije 3 godine mi smo pokrenuli jednu inicijativu širenja mreže gradova prijatelja u Republici Hrvatskoj i Sloveniji, Crnoj Gori, upravo zbog onoga što je bitno i važno za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, da otvaramo vrata prije nego što će to učiniti i naša država kako bi stvorili dobre preduvjete za buduću suradnju, razmjenu iskustava, znanja i svega onoga što su prošli gradovi i općine i u Republici Hrvatskoj i u Sloveniji, kako bi bili spremni na vrijeme uraditi ono što ste i vi uradili po pitanju ulaska u Europsku uniju. Ja sam zahvalan na ovoj suradnji, na potpori, na odlukama Vijeća Ravnina Koroškom, odlukama Vijeća u Novom Travniku da sklopimo još jedno prijateljstvo kako bi osnažili odnose, kako bi bili spremni za buduće aktivnosti i međusobne suradnje i druženja na polju sporta, kulture, gospodarstva, svega onoga što može naprijediti i život naravno i u Novom Travniku i što može na određeni način obogatiti život u Ravninu Koroškom sa različitostima koje mi možemo donijeti vama. Ja sam zahvalan naravno na svemu tome i zahvalan sam i moram više puta naglasiti veleposlaniku, jer jedna riječ koju je kazao prilikom posjete u Novi Travnik i koji su kasnije drugi veleposlanici iz diplomatskog kora ponavljali, ja nisam veleposlanik u Sarajevu, ja sam veleposlanik u Bosni i Hercegovini. To podrazumijeva da su nazočni svugdje u svim krajevima i svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini i rezultat toga jesu različita povezivanja jedinica lokalne samouprave, a vi to dobro znate da je život i ono što je potreba svakog čovjeka nešto što je u općini, što je u gradu. Dakle, bavimo se i politikom i svim onima što je bitno za čovjeka, ali ono što je ključno za rješavanje problema običnog čovjeka, to jeste na razini općine. Ja se veselim i radujem našoj kvalitetnijoj suradnji i razmjeni, naravno, naših kolektiva, udruženja, sportskih kolektiva, gospodarstvenika. Želio bih naglasiti, pa evo možda će sutra biti prilika, predstavnici naše tvornice mašina i hidraulike, tog bivšeg bratstva, imaju dogovoren susret u Ravninu Koroškom, poslovni, gospodarski sa željezarom, pa evo bit će prilika da kroz ovaj protokolarni dio povezivanja općina već je krenula i ta dodatna ponovno obnavljanja suradnje između dvaju giganata što se tiče i Ravnina Koroškom i Novog Travnika. Tako da je, osim tog zadovoljstvo naravno unapređivati te odnose i jačati suradnju na korist i jednih i drugih, ali evo, kroz vrijeme koje dolazi pred nama i nadajući se kako će Bosna i Hercegovina zakoračiti jačim korakom prema Europskoj uniji i imati mogućnost apliciranja prema višim fondovima i značajnijim fondovima za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine i da ćemo kroz ovaj prijateljski i partnerski odnos naravno imati prijateljstvo i pruženu ruku sada već prijatelja Ravnina Koroškom kao i svih drugih. Tako da vam se ja od svima srca zahvaljujem naravno i na velikoj dobrodošlici, na odluci članova savjeta, veleposlaniku, dožupanu. Zahvaljujem se naravno i Puhačkom orkestru koji je sudjelovao na danima grada prošle godine u Novom Travniku i naravno svako vaše udruženje i sportski kolektiv pozivam i vrlo rado su dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, u Novi Travnik, pa evo usput kad to bude prilika naravno na naše poznate ćevape u Travniku. Hvala vam lijepo i veliko pozdrav. Hvala lepa tudi vam, spoštovani župan oziroma načelnik. Občini, ki jo danes povezujemo, kot radi rečemo na papirju, v formalnem duhu sta povezani na več nivojih, kar je jasno tudi že iz samih osnovnih opisov naše in vaše najljubše lokalne skupnosti. Dovolite pa še za voljo novinarjev nekaj besednega uvodnega spoznanstva o občini Novi Travnik. Gre za občino v središču srednje bosanske županje na nadmorski višini okoli 516 metrov. Občina obsega 232 kvadratnih kilometrov, ima 52 naseljenih krajev, ki so organizirani v 17 krajevnih skupnosti. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1949 za delavce novo ustanovljene tovarne Bratstvo in se je imenovalo Novi Travnik. V novo naselje so se tako selili tudi strokovnjaki iz celotne nekdanje skupne države, tudi Slovenije, Hrvaške in Srbije. Občina Novi Travnik nudi danes možnosti za vlaganje v moderne tehnologije in proizvode z dodano vrednostjo v sektorju kovinske industrije, zasnovane na močni tradiciji, izkušnjah in delovni moči, ki so jih prepoznale tudi ene najbolj znanih
blagovnih znamk. Prostor kot tak nudi priložnost za kmetijsko-prehrambeno področje in samo skrbo, saj je Novi Travnik eden od vodilnih deležnikov v organski pridelavi. Neizkoriščen potencial sodelovanja predstavlja tudi področje turistične infrastrukture, tako za planinski, ruralni, eko in agroturizem, kot tudi kulturno-zgodovinski turizem. Lokacija Novega Travnika je v osrčju Balkana pomembna tranzitna povezava. Prav tako so izvrstni na področju izobraževanja in na glasbenem področju markantni s projektoma Mednarodnega festivala otroške glasbe in septembrskimi jesenskimi srečanji, katerih partner je tudi UNESCO. Na športnem področju omogočajo razvoj tenisa, košarke, odbojke, nogometa, atletike, prav tako je na voljo olimpijski bazen, mestni stadion, nogometni klub NK Novi Travnik pa nastopa v drugi ligi Federacije Bosne in Hercegovine. Občina Ravne na Koroškem pa, spoštovani gostje, je v samem osrčju Koroške, o vsem ostalem pa bi vas radi prepričali tudi na terenu. Zato dobrodošli, predvsem stavimo na spodbudno okolje, kar se tiče naše gostoljubnosti. Veseli smo, da vas smemo gostiti. Od besed pa bi radi vas predvsem prepričali v povedano in pohvalili, da ste našli pravo mesto za povezovanje. To bomo dokazali tudi na terenu. Dovolite pa, da na tem mestu ubesedim še eno prav posebno zahvalo, saj ste nam prav vi, spoštovani načelnik občine Novi Travnik, poslali prvo pismo podpore v naših najtežjih časih, v avgustovskih katastrofalnih poplavah, ki so naše mesto opustošile do te mere, da bomo mnoge stvari primorani graditi znova in od začetka. Torej, iskrena hvala za vašo takratno sočut, veliko nam je pomenila. Spoštovane, spoštovani, veliko stvari nas povezuje, še več povezovalnih niti, pol in vsebin pa bomo tkali skupaj. Na tem mestu vabim spoštovana župana, oba predstavnika lokalnih skupnosti, k slavnostnemu dejanju, torej k podpisu sporazuma o sodelovanju. Prosim. En kul imaš tam. Okay. Tako, lahko tudi uradno zaključim, da je sporazum podpisan. Ni še izročen. Lahko pa si vseeno zaploskamo. Hvala. Hvala lepa. V današnjem podpisu sporazuma vidimo ne le črko na papirju, temveč, kot je dejal naš župan, most med našima skupnostima, ki bo omogočil pretok idej, znanja in predvsem prijateljstva. Naj bo ta sporazum temelj trdnega sodelovanja, ki bo raslo in cvetelo v dobrobit vseh nas. Skupaj smo lahko močnejši, skupaj smo enotni, skupaj gradimo boljšo prihodnost. Hvala še enkrat vsem, ki ste prispeli k temu pomembnemu koraku. Naj bo naše prijateljstvo trajno. Spoštovana župana, tudi v korist vaju kot najvišjih predstavnikov lokalnih skupnosti in seveda v prvi vrsti za voljo vseh naših občank in občanov, torej Novotravničanov in Ravenčanov. Marko Petek, sopran, saksofon, Jacob TV in Garden of Love pa za nekaj glasbenega zaključka današnje slovesnosti.
And I saw it was fitted with Marko Petek in tako je zvonil njegov sopran saksofon. In to je bilo vse od ptičev do končnega delirija in sočutja z naravo. Hvala, ker ste zdržali z nami, zdaj pa je čas za slovensko potico in kakšno kavico, torej dobrodošli in dovolite, da vas povabimo k mizi. Vidim pa, da gospa Nela Levarda že ima tudi v načrtu nekaj drugega, pa vam kar predajam besedo, prosim. Dobro. Jedna slika naše škole slikanja Radogosta, amaterska, ali evo okuplja veći broj naših ljudi u Novom Travniku i ovo je slika u znak sjećanja na današnje potpisivanje sporazuma o prijateljstvu, kao i znak općine Novi Travnik, odnosno nekropola Stečaka Maculje pod UNESCO-vom zaštitom. To je evo također u znak na sjećanje današnje potpisivanje sporazuma o suradnji. Najlepša hvala. Hvala. Ja, vam darilo kasneje za njih pripravljeno. Navedo misli, da nimam. Hvala. Gospod župan, danes je pomemben dogodek za občino Ravne. Ja, tako je lep in pomemben dogodek. Povratenje oziroma podpis listine povratenju na osnovi sklepa občinskega sveta že iz preteklega oktobra, da se za občino iz Bosne in Hercegovine Novi Travnik povratimo, tako kot so Ravne že na podoben način povezane z občino Đakovo iz Hrvaške, je danes torej ta korak povratenja še za eno občino iz naših bivših prostorov.
Zakaj se vam zdijo pomembna to vrsta pobratenja? Ja, ta pobratenja bogatijo, če se odločimo za druženje, bogatijo tako naše prebivalce, kot svoje občine, kot takšne. Slovenija ima seveda že veliko izkušenj z razvojem, ki ga podpira Evropska unija, medtem ko določene države to še čaka. Prav tako pa seveda naši otroci, mladina lahko širijo svoje horizonte, se srečajo z drugimi državami, drugimi narodi, tudi drugimi verami in to lahko samo krepi in bogati naše lokalno okolje. Zato se mi zdi, da ta most, ki se vzpostavi, je lahko pomemben, seveda pa je vse odvisno od tega, kolikokrat bo prehojen in v kakšni meri potem to bratstvo in prijateljstvo zaživi. Kaj vse lahko prinese takšno pobratenje? Ja, lahko prinese marsikaj, kulturne izmenjave, kulturni programi, koncerti, športno sodelovanje, krepitev športa, bi rekel, v smislu treningov, v smislu kvalitete, tako da tu lahko marsikaj prinese. Zvedeli smo danes tudi, da želitelji obiskujejo iz tovarne bivšega bratstva našo železarno, oziroma spet bivše železarne, no, tako tudi gospodarsko sodelovanje se lahko na osnovi te listine nekoliko okrepi, tako da to sklepanje neke vrste diplomatskih odnosov na lokalni, torej najnižji ravni, lahko samo koristi, škodi ne, in pa seveda kot pravi pregovor, oziroma kot velja reklo, no, prijateljev nikoli ni preveč. Šta znači za vas ovo sravnanje? Pa za Novi Travnik i za našu općinu u Bosni i Hercegovini znači puno. To je pretpostavka za suradnju između naših sredina, prije svega Novotravničana i Ravničana, ali naravno kroz određene aktivnosti u sportu, kulturi i gospodarstvu, ali i priprema Bosne i Hercegovine i naših općina i gradova u Bosni i Hercegovini za europske fondove, za suradnju po pitanju određenih projekata koji će moći biti na raspolaganju u Bosni i Hercegovini, a mi radimo korak naprijed kao Novi Travnik da stvorimo prijateljstva kako bi u onom trenutku kad Bosna i Hercegovina napravi taj korak prema Europskoj uniji imali otvorene ruke, otvorene partnere s kojima ćemo prijavljivati određene projekte, ali naravno izgradnje ove suradnje i međusobno povezivanje svih spektara društva, kulture, športa, gospodarstva i svega onoga što bi naprijedilo život i u našoj sredini, pa evo i u Ravni na Koroškoj. Kazali ste prije da su Ravni i Novi Travnik već imali vez u preteklosti. Da, Bratstvo Novi Travnik kao vojna industrija, namjenska industrija koja je proizvodila namjensko oružje je uzmalo željezo iz željezare. Dakle, ta suradnja željezare i Bratstvo Novi Travnik je bila od 50. godina pa na ovamo. Tako da evo, mi sa današnjim sporazumom između dvije općine, Ravne na Koroškem i Novog Travnika, ostvarujemo prijateljstvo na razne administracija, ali nadamo se kako će i buduća suradnja, ona koja je možda nekada zamrla, ponovno se obnoviti između tvornice mašina i hidraulike Novog Travnika, kao i vaše željezare ovdje. Što evo, prema mojim saznanjima i predstavnici tvornice mašina i hidraulike su sutra na jednom radnom sastanku u željezari u Ravni na Koroškom. Slišali smo da ste bili vi tisti, ki ste nekako vzpostavili most med Ravnami in Novim Travnikom. Ja, drži, da sem predlagal to ponovno povezovanje Ravne na Koroškem in Novega Travnika. Prvo se za županom Novega Travnika spletla prijateljstvo preko njegovega vabila na eno od njihovih prireditev. Kasneje sem pa dejansko ugotovil, da je sodelovanje v preteklosti potekalo res intenzivno. Ogromno strokovnjakov iz naše železarne je delalo v Novem Travniku in glede na to, da je naša občinska uprava in občinska uprava v Novem Travniku usmerjena v prihodnost, glede na to, da Slovenija podpira evropsko pot Bosne in Hercegovine, je bil logični korak, da se povežemo na prijateljski ravni, da spodbudimo kulturno sodelovanje in obenem tudi gospodarsko. Ne vem, če je povedal župan Dujo, ampak jutri je na obisku v železarni Ravni delegacija iz Novega Travnika, kar pomeni, da je to, kar smo podpisali, logično, da je to, kar potrebujemo. Obenem je pa en lep poziv oziroma signal iz Ravne na Koroškem, da so vsi naši sokrajani, vsi delavci, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, na Ravnah, na Koroškem in v Sloveniji toplo sprejeti.